spletno bolni. Verjamem, da gre za aktualno tematiko, katere problematike se mogoče ne zavedamo ravno dovolj in o kateri ne razmišljamo pogosto, čeprav slutimo morda določene stvari. Ampak zato, da bi dejansko izvedeli, kaj so posamezna problematična področja, ko gre za tako imenovani kibernetski svet, potem mislim, da je prava oseba za to, ki nam o tem lahko spregovori, dr. Bojan Godina, ki je z nami. Veseli me, da ga lahko pozdravim v naši sredi. Je človek, ki na tem področju aktivno deluje in raziskuje. Tako v eni kot v drugi smeri, sam skupino seveda sodelavcev tudi in z drugimi organizacijami sodeluje v projektu Medijski skaut, namenjen mladim, predvsem šolam, in pa na področju delovanja, ki ozavešča o vrednotah, s katerimi se vede ali pa nevede srečujemo in jih seveda sprejemamo in po katerih tudi živimo. In močan medij na tem področju so prav naši pametni telefoni, tablice, računalniki in seveda vse druge igračke, kot jih pogosto imenujemo. Tako da predajam besedo kar njemu. Prvo predavanje, torej dve predavanji v približno trajanju 50 minut z vmesno pauzo, tako da bomo v vmesnem času vas prosili, da morda zapustimo prostor v največjem možnem številu, da ga lahko malo prezračimo, ampak o tem bomo še kasneje povedali nekaj več. Sedaj pa besedo predajam Bojanu. Ja, želim vam lep večer. Moje ime ste že slišali. Moje besede boste zdaj slišali, če so v pravilni slovenščini, ne morem garantirati, ker še takrat nisem vedel prav slovenščino, ko sem v Nemčijo živel. Zdaj pa bom probal moje najboljše dati. Prezentacijo sem dal pregleda, da bo koliko toliko prav, ampak moj jezik bom pa poskušal, koliko se bo dalo dobro regulirati. Če pa kaj ne razumete, pa se javite, bi bilo škoda, če ne razumete sporočila. Ja, prosim tudi vaše mobitele lahko zgasnete. Jaz pa moram pogledati, če sem mojega zgasnil. To je naša tema, da me ne bo nekdo motil. Vidite, to je danes normalno, da moramo zgasniti stvari, ker imamo zraven sebe kompletno tehniko. Ja, jaz sem tako strukturiral današnji večer, da bomo najprej probali malo strukture dati. Najprej bi eno analizo malo daljše pokazal, kaj se danes dogaja, kje tudi znanstveno, kaj vidimo. Potem na koncu bi pa rad dal nasvete. Nekaj nasvet za starše, za vzgojitelje, pedagoge in vse tete, strice, ja, ki radi kupujejo, ali pa ome, stare očetje, ki kupujejo radi mogoče medije tudi vnukom in dediki, ja. Če pa še bo malo časa ostalo, jaz še vsekakor imam čas, lahko tudi vprašanja integriramo na koncu, pa eno pauzo bi naredili, ker bo ogromno informacij, rad pa bi, da bi lahko toliko informacij sprejeli kot mogoče. Torej, to je osnovna struktura današnjega večera. Zdaj pa vam postavljam eno vprašanje. Bi mogoče vašo 4-5-letno deklico pustili čez eno tako križišče samo, da hodi? Starši ne bi, ne? Malo je preveliko križišče, to je v Frankfurtu, eno je ogromno križišče, to je prekomplicirano, zgleda za malega otroka. Ja, to je ena veleprometnica in to ne bi pustili, ne? A bi mogoče vašega 15-letnega sina, ki je že močen pa veliki zrasto, pustili takšen motor za 300 konjskih moči, pa ne vem, 300 vozi, bi ga. Je to primerno za enega 15-16 let. Tudi bi rekli, ne, to pa ne gre, mora najprej vaditi z mopedom, ne. Ali pa 17-letnega bi mu dali mogoče takšno orožje, kalašnikov ne bi, ne. Ker ni, to samo mogoče neki poklici potrebujejo, ampak ne bi dali, čeprav že lahko drži mogoče. Torej, tu je čisto jasen odgovor, ne bi dali. Dajemo pa recimo pametne telefone, ne, to pa je vredi. Ja, bomo videli danes, če je to vredi, ali kdaj je vredi, kako, na kateri način ni nevarno. Ja, ker pravzaprav imamo tudi digitalne veleprometnice v internetu, ker danes ima vsak pametni telefon, ima internet. Tudi tu imamo hitrost, mogoče opoj hitrosti,
kateri lahko informacije dobimo, slike dobimo, filme dobimo, pa tudi imamo uničevalne mehanizme, ki jih moramo poznati. Torej, tudi na neki način neko orožje, nekaj nevarnega, s katerim se moramo naučiti najprej delati. Ja, kje pa imamo to v šoli? Ja? Mi smo se trudili, da je zdaj v Baden-Württembergu, da obstaja šolski predmet. Jaz mislim, da je naš Median Scout malo kriv temu, da je v Baden-Württembergu, enem delu Nemčije, prva republika, ki je vzela svoje država v Nemčiji, mislim, pokrajina, kako se to imenuje, ja, da imajo šolski predmet. Mi smo pred delo tega naredili, ampak tudi učitelji so obremenjeni s tem, ker še ne vejo, kako delovati. Starejši učitelji, nekateri sploh nimajo dosti stika, tako da je vprašanje, kje bomo se učili s temi mašinami delati. Ja? To je ogromno vprašanje. Jaz bi tako strukturiral zdaj naslednje, prvo predavanje in tudi drugo. Prvo bi pet aspektov, mislim, da več ne bomo uspeli, ampak to so zelo važni. Lahko bi en teden zdaj o tem govoril, ampak najprej bi vprašanje časa pogledali. Kje so nevarnosti, kje so šanse. Seveda imamo šanse. Jaz danes mojega prijatelja v Kanadi lahko takoj kontaktiram, če želim, če ne spi glih zdaj. Jaz mislim, zdaj ne spi. Ja? Torej imamo ogromne možnosti, ampak seveda danes večer govorimo o nevarnosti. Možnosti so nam dosti poznane, ampak nevarnosti. Druga vprašanje, ki ga malo globlje želim danes z vami pogledati, je zasvojenost, odvisnost, ta aspekt. Ne? Tretjič bomo nekaj o vsebini pogledali, mogoče bo nekaj tega zelo interesantno tudi za starejše ljudi, ki ne vejo, ki nimajo slike, kaj se danes pri mladini dogaja. Potem bomo pogledali nevidno religijo, skrito religijo, manipulacija z religijo, to je moje specialno raziskovanje bilo tudi v mojem življenju, kako se lahko manipulira z religijo, mi smo tudi v cerkvi, ja? Samo tu je zdaj eksplicitno, tu vemo, zdaj smo v cerkvi, a kaj pa, če pa skrivnostno delamo, to bomo malo pogledali, in tudi kaj vemo o možganih, kako se lahko uničuje na kater način. Tako, ste za to, da gremo v tej strukturi? Ja, ne? Številka 1. Čas. Prvo čas. Koliko porabimo časa? Poglejte, ameriški otroci uporabijo od 0 do 8 let raziskovanje, uporabijo 100 minut televizije. Od 1 do 8 let na dan. To pomeni ura in še več. Ne? Malo DVD, malo video gledajo. To že od 0 do 8. Ja, malo so bolj napredni od nas, ali nazadnji. Zdaj moramo interpretirati, kako to mislim. Ali otroci zelo konzumirajo že od 0 do 8. Obstaja celo baby TV, ja, za dojenčke. V Nemčiji 14 do 19 letni, pogledajte, 341 minut na dan audiovizualne medije. Torej, to je več, skoraj 6 ur, ne? To pomeni, da ekranske medije več časa porabimo kot za šolo, ker je to tudi vsak dan, tudi nedelja, sobota, statistika. Torej, najmočnejši vpliv ni več šola, tudi ni več dom, ampak so mediji. To sama statistika pokazuje. Jaz sem malo pogledal v Sloveniji, sem tudi našel nekaj raziskovanja, ker se tu ne spoznam, ampak tudi je nekaj dobrih raziskovanj. Tudi v Sloveniji ima večina mladih 99,8%, to je kot svetovno merilo v zapadnem svetu, dostop do interneta. Mladi v Sloveniji uporabljajo internet v povprečju skoraj 4 ure, 3,96 dnevno, vključeno za uporabo interneta na tabličnih računalnikih ali mobilnih telefonih. Leta 2010 je bil povprečen čas uporabe interneta 2,73 dnevno, kar kaže, da tudi v Sloveniji mladi vedno več časa namenjajo uporabi omenjenega medija. To je raste, Slovenija raste. Ja, in to hitro. Sodeč po rezultatih je 82% mladostnikov v zadnjem letu igrice igralo, recimo tudi igrice, 82%, to je zelo veliko. Prek različnih naprav, denimo računalnika, telefona, tablice ali s konzolo. Igrali so jih tako preko spleta, kot brez spletne povezave. Za igrice na dan v povprečju porabijo 1,7 ur. Med koncem tedna pa nekoliko več, 2 uri in pol na dan. Rezultati kažejo, da v povprečju otroci začnejo igrice igrati pri 7 letih v Sloveniji.
Slovenija je prilično napredna. Če se tak statistično bi vzel, mogoče pa tudi ni. Zavisi, to bomo malo probali videti, če je to res napredno ali je to kritično. Torej, Slovenci so v dobrem pod navodilniki, torej ogromno konzumirajo že otroci. Tako, torej tudi v Nemčiji slično 4 ure internet dnevno, 5 do 7 ur audiovizualne medije. Čas. Zdaj pa, če vam vprašanje postavim, kaj bi lahko naredili v tem času? To je moj prvi, ker je to zelo enostavno. Poglejte, enega dne sem imel v Berlinu, pred enimi par leti sem imel eno predavanje v eni šoli in sem pokazal tako, kako kompjuterske igrice delujejo in kako manipulirajo. In potem pride en mladenič, tako recimo enih 15-16 let in vpraša gospod Godina, jaz igram te in te igre, kaj je nevarno ali ni? Ne? Sem pa rekel, niti ne vem, če sem jo poznal to igro ali nisem, ker jaz ne igram, jaz samo raziskujem, to je nekaj drugega. Ja? In sem ga vprašal, povej mi, pozabi zdaj vse, kaj sem govoril, kako manipulirajo igre, kaj v možganih delajo in tako dalje. Pozabi to vse. Koliko pa igraš na dan? Ja, 3-4 ure. Recimo 3 ure. Ok, poglej, ti igraš 3 ure, to je vsak dan, 7-krat, to je 21 ur na teden, ne? Torej, to je v celem letu, je to 1092 ur. 1092 ur porabiš za tvoje igre. Dobro. Zdaj pa se vprašaj, kaj bi lahko zdaj v tem času naredil. Ja? Poglej, jaz tem povedal nekaj, kaj bi lahko naredil. Reševalec iz vode potrebuje 16 ur v Nemčiji. V 16 urah si lahko, če si koliko toliko zdrav, pa znaš plavati, lahko narediš tečaj reševalca vode, bi lahko reševalec. Samo 16 ur. Reševalec tehnik v Avstriji, da si v rešilcu kot tehnik 400 do 500 ur. Še bi to lahko naredil, bi lahko koga rešil. Medijski skaut, pri nam recimo 40 do 60 ur, bi lahko bil naš medijski skaut. Dobiš certifikat, pogled, take lepe certifikate dobiš, lahko delaš po šolah. 400 ur pa šte ostane, da bi v znanstvenih disciplinah ali športni panogi, recimo lahko karate črni pas narediš, če čez tem času, pa v nogometu ali kajkoli, bi lahko en napredni nivo dobil. 1000 ur, pa še 90 ur ostaneš, lahko si kaj zmisliš. Jaz bom prišel naslednje leto, so me povabili zopet predavati. Jaz te bom vprašal, če želiš naslednje leto, a ti je žal, da si igral igrice, ali ti je žal, da si kaj drugega delal. In tako smo se šli na razen. Potem naslednje leto jaz pridem in zdaj nisem niti mislil na njega, on pride k meni in reče, gospod Godina, jaz sem se lani sem razmišljal o tem, kaj ste mi rekli. Ja? Moj čas, koliko porabim. In pogledajte, jaz sem začel, on ni te stvari delal, moje, kaj sem jaz imel idejo, on je začel knjige čitati, kaj ga interesira. Vse živo je čital, tako da je potem mi začel govoriti o neki kvantni fiziki, pa to. Jaz sem bil tak navdušen, kaj je ta človek za 17 leti vse zna. Potem smo šli tam, ko so učitelji not, tisto sobo. Zbornico, ja točno zbornico, se spomnim, ja. Zbornico smo šli in on je govoril in jaz pa se čudil, jaz sem se začel z njim pogovarjati, videl sem, da je ekspert že skoraj postal, strokovnjak v nekih stvareh, učitelji se čudili, lep primer. Smo rekel, ti je žal igric, od igric kaj imaš, mogoče malo trodimenzionalno, malo bolj še imaš trodimenzionalno razmišljanje, reakcije, malo hitreje drugo nič nimaš. Glejte, on se je naučil, on je postal en najboljših učencev, ker je teh 1000 ur v drugo dal. In to mu noben ne more vzeti, kaj pa ima od igric. Torej, že če čas vprašamo, kaj lahko v tem času narediš, ja, jaz sem ga seveda povabil, naj gre k nam, ja, mi imamo dobro priznanje v Nemčiji, smo dobili nagrade in tako, lahko pri nam delaš, torej se izobraziš, pa potem v svojem slobodnem času greš v našem imenu delati. Ampak on je drugo počel, ampak super, ja. In on je razumel, da je ta čas, da je to ogromen čas, ki mu je podarjen in ta čas nikoli več nazaj ne pride. In potem mu je pa samo žal. Torej, samo če časovno že vprašamo, koliko časa zgubim za nesmiselne stvari, potem je stvar mogoče za nekaj že dovolj, ja? Če o tem razmislim. Ampak mi bomo seveda malo dalje šli, bomo zdaj govorili o odvisnosti. To je zdaj lahko meni tak reči čas, samo če pa je nekdo odvisen ali pa ima zasvojenost, kot pravijo Slovenci, ne, addiction ali pa, ja, potem pa je to zelo težko.
Potem pa mu to več ne pomaga, ta čas, kaj mu jaz pravim, ker je on odvisen od tega. Ampak kako to nastane, bi danes malo raje pogledali, da zastopite, kakšen problem je to. Ena inicijativa v Nemčiji Odvzemimo drogam moč pravi, da predvidevamo lahko, da bo 5,8% mladih med 12 in 17 letom starosti in 2,8 mladih med 18 in 25 letom imelo motnje, ki izvirajo iz igranja računalniških igric ali iz interneta. V Nemčiji pravimo, imamo okoli 500,000 odvisnikov, zasvojenih, ki več ne morejo brez živeti, ki vse zanemarjajo. In pogledajte, kakšen problem je to svetovno gledano, in tudi vidimo v Sloveniji smo zdaj videli, kako raste čas z igricami, ste precej napredni. To je taki veliki problem postal, da je zdaj 2018 je Svetovna organizacija zdravstvena WHO je proglasila igre kompjuterske za bolezen. Tako kot je alkoholizem ali druge bolezni, kako bi rekli, da je bolezen. Ja? To je takšen veliki problem, da več ne moremo shajati s tem in da res se mora zdraviti problem. In je najhitrejša rastojoča odvisnost na svetu, osvojenost. In veste kaj, da je še zgleda težje zdraviti kot pa alkoholizem. Zakaj? Ker vse posod smo konfrontirani z tem. Zato najboljše bom jaz zdaj dal stran, da več otroci tega ne gledajo. Ja? Vse posod smo konfrontirani. Alkohol že veš, kje bo, to pa je zdaj vse posod. Ne? Zato jaz tudi priporočam v cerkvah, predavanjih, šolah, ne koristite to. Ker mnogi so odvisni in mi jih samo, kako se to reče, spodbujamo, hvala lepa. Zato bi ne bi rekel raši pažljivo, ker je mnogo jih je že ima problema in to aktivira v njihovih možganih, bomo takoj videli, kaj se dogaja. Kako vedeti, če sem že odvisen ali ne? Ameriška organizacija zdrave, ta DMS-5, to je manual, kjer se bolezni tretirajo, ja? Statistični priročnik psihičnih motenj, 15 izdaja, najmodernejša izdava. Tam je že nota Internet Gaming Disorder. In pogledajte, kaj mora biti, da bi rekli, da je nekdo res že odvisen. Ne samo rizično. Rizično imajo v Nemčiji 2 milijona rizično obnašanje. To pomeni, že ne funkcioniram normalno v življenju, ne živim več normalno. Ampak to je zdaj že res zasvojenost. Torej, v 12 mesecih mora 5 kriterijev teh mora biti. Potem ste zasvojeni, potem imate to bolezen že. Stalna zaposlenost za internetom oziroma spletnimi igrami, ja, to že ima ogromno njih, ja? Samo to še ni dovolj. Otegnitveni simptomi, ko igre niso na voljo, torej falineke, kot alkoholik mora piti, ne? Razvoj tolerance, torej potreba, da rabim več, bolj močne impulze, še bolj močne vsebine. Ja? Neuspešni poskuši prekinitve igranja spletnih iger, jaz poskušam, pa ne morem. Ja? Izguba zanimanja za prejšnje konjičke in aktivnosti. Kaj je to konjičke? Hobičke, konjičke. In aktivnost, ki je posledica igranja spletnic iger. Trajno čezmerno igranje spletnih iger. Kljub zavedanju in poznavanju psihosocialnih težav. Jaz igram 3, 4, 5, 6 ur, ne morem nehati več. Laganje družinskim članom, terapeutom in drugim glede resnične razsežnosti igranja. Torej, pa jaz ne igram toliko, jaz igram samo par minut, pa ure na dan, ne, ta argument. To je kot pri alkoholiku. Ja, pa jaz še nisem odvisen, to je samo malo, kaj jaz pijem. Ne, to so isti mehanizmi. Ko lagamo, ker se bojimo. Ne. Uporaba spletnih iger za pobeg pred negativnimi čustvi. Mnogi ljudje imajo svoje probleme v otroštvu, tu pa tam, in potem grejo v ta virtualni svet, da nekaj lepega doživijo. Ne. Ogrožanje ali izguba pomembnih poznanstev, poklica, možnosti izobrazbe ali karijere zaradi igranja spletnih iger. Poglejte, samo 5 od teh, Svetovna organizacija oziroma Ameriško društvo psihiatričev, ki se je po celem svetu merodajno tudi, imate odvisnost. Tako da veste, kako pa nastane to? To pa je še bolj interesantno, samo malo tega razumeti. Da boste tudi imeli razumevanje, če imate koga v družini, ki se razvija v to smer. Ja? Kako nastane? Zato pa je potrebno, da
da sistem nagrajevanja, da samo en najbolj važni neurotransmiter, celice govorijo za seboj in kemične substance, električni impulzi pride in pol celica z drugo celico govori in da impuls. To so pa kemikalije. En najbolj važen neurotransmiter je dopamin. Ja, nekaj celic naših možgani je specializiran na dopamin. Kaj pa je dopamin? Dopamin je sistem nagrajevanja. Ja, on mi pokaže, to pa je lepo, kaj še doživel, to pa še enkrat doživi. In potem v mojih celicah se dopamin izloča. Poglejte, naravno aktivira se, naprimer, če smo zaljubljeni, tudi drugi hormoni, tu še več tega, ja? Hormone, neurotransmiterji, ampak tudi dopamin. Šport recimo, če se športno ukvarjamo, če se gibamo v naravi, dobra hrana, jaz sem danes dobro hrano jedel, ja? Imajo dosti dopamina. Spolnost, seksualnost, sončanje celo. Lahko pri mnogih ljudeh dopamin. Samo uresničenje, to se pravi, jaz delam na ene strani, grem v gimnazijo, pol končam, dobim diplomo, ja, kak sem bil uspešna, pa delam nekaj lepega, v vrtu pa lepo raste drevo, kak sem uspešen, ne. To je, pol imamo dopamin. Dopamin se v možganih izloča. Zdaj pa je tudi možno zlorabiti ta sistem, ki nam je v naših možganih tako zgrajen. Lahko ga pa zlorabimo v cigaretah, naprimer nikotin, tudi deluje na dopamin. Se dobro počutimo, če kadimo, ja? Posebno kateri so se naučili kaditi, se navadili. Alkohol tudi gre v ta dopaminski sistem, ja, ki tu, pogledajte, poglejmo še enkrat tu, on čisto tu se začne, tu pridejo signali, kaj jaz vidim, kaj jaz jem, kaj pijem, in potem pa so tu njegove poti, ki gre čisto frontalni, čelni rež, ja? Ja? Ampak pogledajte, tudi različne droge, druge, marihuana, speed, ekstati, kako se imenuje, igre na srečo, recimo, pogledajte, to pa zdaj niso več droge kemične, ampak tu so pa zdaj recimo igre, ja? Dopamin je, se razliva po celih možganih, in to moram pa še, ja? In pogledajte, tudi audiovizualni mediji tudi lahko delujejo naš dopaminski sistem v možganih. Torej naše droge notranje, kako bi to rekli, ja? Poglejte, kaj so v 50-ih letih prenašli, recimo s podganami, ja? Boge podgane se morajo za nas raziskovati. Naprimer so dali v tako zvani Skinnerovi škatli, ki je tako reč black box bila, ampak so zdaj dali podgane not, in gledali, kako one reagirajo na to, kaj mi z njimi delamo. Enkrat so pa jim dali eno elektrodo, pa so se celo zmotili, ja, pa je šla not v ta nagrajevalni sistem. In ko so dali elektrodo not, podgani je pa začel dopamin iti po možganih, ja, so ga aktivirali. In pol so pa delali, da podgana sama sebi lahko da. In te podgane so skoraj ponorele, ja. One so začele samo tipkati, ja, ko na kompjuterju danes nekaj, samo niso več mogli nehati. Samo so si dale, nekatere podgane 1000-krat, dok so onemogle, ker je to tako prijetno za možgane. Ja, če dopamin, serotonin, tudi druge, ampak ostanemo samo pri dopaminu, enemu najvažnejših. To je zelo prijetno. To smo videli, da podgane to uživajo, ja. In to so pa vse bolj začeli raziskovati, ne. Bei dieser Untersuchung in einem MRT werden nicht nur Bilder vom Gehirn gemacht, recimo, es werden ihm auch Bilder gezeigt. Če vas vzamemo recimo v MRT, ja, dieser Patient ist Alkoholiker. Ta pacient je alkoholik. Professor Kiefer von der Uni Ta Heidelberg profesor Kiefer iz Heidelberga pogleda zdaj njegov Wenn wir možgan. Patienten mit einer Abhängigkeit in den Scanner legen, dann können wir denen ein Bild von einem In alkoholischen zdaj pravi, zdaj ga mi damo v skener, pa mu samo sliko alkohola pokažemo in pogledajte, kaj vidimo v možganu. auch sichtbar wird. Hier zum In Beispiel tu in v so einem limbičnem Scan, sistemu, tu diese znotraj, Region zeigt an, začne das slika Belohnungssystem aktivirati. ist aktiv. Ja? Der Blick ins In to Hirn gre po zeigt, ob man možganih. sich für In etwas dopamin stark začne iti. interessiert. Samo sliko rabimo Verbindet man pokazati. zum Ja? Beispiel mit Alkohol positive Če Erfahrungen, si pozitivno doživel. Belohnungssystem schon durch den Anblick Dopamin Samo pogledaš, freigesetzt. pa že Ein dopamin začne. Neurotransmitter, also ein Botenstoff, über den Ja. die Nervenzellen kommunizieren. Torej, Das Dopamin ist ein ganz wesentlicher Neurotransmitter, der dazu beiträgt. torej to je važen neurotransmiter, ki nam daje voljo, pa ki nas motivira, da bi še več nečega rad imel, da bi še več se učil, da bi še več to dobil. Ja, tudi učimo se lahko, samo pozitivne stvari, ki misli človek, da hočem se igrice naučiti, da bom hitro
še boljši, pa boljši, pa boljši. Ne? In dopamin se izloča. Torej, droge lahko, alkohol smo rekli, in druge droge lahko povečajo sproščanje dopamina, ampak naš naravni sistem se začne uničevati. Torej, mi ga lahko aktiviramo, ampak uničimo, kak je pravzaprav konstruiran ta sistem. Ja? In tako začne razvoj zasvojenosti. Poglejte, kako to začne, tu so tudi znanstveniki zdaj raziskujejo. Mensch wird zwar immer eine gewisse Menge Dopamin ausgeschüttet, aber Alkohol und Nikotin erhöhen diese um das 200-fache. Alkohol in cigareti 200-krat lahko pospešijo dopamin. Amfetamini ali pa spid, pa to pa 500 do 1000-krat lahko povečajo. Sie verringern die Zahl ihrer Andockstellen, der Rezeptoren für das Dopamin. Die Nervensignale werden so zwar schwächer, doch das Gehirn vermisst nun offenbar die starken Signale, denn ihr Wegfall steigert das Verlangen. Wie groß dieses Verlangen werden kann, das hat Professor Heiner Sparnagel untersucht. Er hat Alkohol oder kokainsüchtige Ratten auf den Zug gesetzt, deren Reaktion... Man sieht dann, dass die Tiere teilweise ein paar hundert Mal, bei Kokain sogar ein paar tausend, par tisočkrat išče, pa tišče. Samo pričakovanje, da bi še nekaj prišlo. Ja? To je ena mera za to, kak je to potrebna ta droga potem. Ampak ste razumeli sistem? Torej, celice so narejene za to, če imamo ljubezen med seboj, če nekaj lepega naredimo, ja? Ampak če droge vzamemo, potem pride tako močno, da celice same reagirajo in zmanjšujejo kontakte, ja, to je važno, in potem pa imaš tolerancijo, kako pravimo v medicini, torej pol pa rabiš več, ker si je manj receptorjev in tako se uniči cel sistem. In potem kaj naredimo v klinike, vzamemo ljudi, ne gre več drugače, in potem pa ima ta, kako se to imenuje? Bolnik. Ja, bolnik, ampak kaj je pol si... Ja, ampak abstinencija, kako se imenuje? Enzuckerscheinung pravimo v Nemčiji. Abstinenčna kriza, ja? Zakaj? Ker ta sistem na ravni več ne deluje. Zdaj rabimo najprej najmanj 2-3 tedna, da spet se ono malo regenerira, ne? Razumete? To je problem v tem, ja? Ampak to moramo razumeti. Poglejte, danes učimo biologijo v šoli. Jaz vprašam šolare po celi Nemčiji, nimajo pojma o tem, večina šol. Pa kaj se učijo v šoli? Ja? Če se biologijo učijo, pa ne zastopijo, kaj se njihovih možganih tiče najvažnejšega organa. Ja, to je velika kritika, ki imamo neki od nas na šolski sistem. Oni morajo to zastopiti, če ne nam pravi, pa kaj si ti proti temu, mama, pa ata, pa to. To se morajo v šoli pa doma učiti. Moramo sisteme razumeti, kako deluje. To ni več black box. To ni več skrito. To vemo, kako deluje. Če otrokom tako razložimo od malega, potem bo rekel, pa jaz nisem nor, jaz nem odvisnost postal, pa uničim vse v svoj sistem. Če jim detaljno, pravočasno objasnimo, kako funkcionira stvar. Lahko do te manipulacije z drogami pride tudi brez snovnih drog. Torej lahko tudi z slikami, z muziko, z raznimi drugimi stvarmi, ki niso droge, ki jih jemljemo. Ja? Tudi deluje. In zdaj pogledajte en mali citat, bom vam probal na hitro prevesti od vodilnih ženskih naučnih, kako se to reče, znanstvenice, hvala, ki raziskuje te stvari. Ja? Catherine Winslet. Poglejte, kaj pravi. To ni zdaj ona, to je ena, ki film ta dela. Zakaj ljubimo te zvoke, ki te aparati delajo, ja? In te svetlobne učinke? Oni nikoli ne vejo, kdaj bojo zmago imeli, ja? Če pa naenkrat pride ena nagrada, pa dopamin zelo močno začne delovati v možganih. To se ve, to se gleda v možganih. Ja? Zdaj pa je rekla, zdaj pa ta znanstvenica rekla, da so te principi, ki jih raziskuje v teh igralnicah, da so bili transferirani na naše kompjutere. Ja?
In pogledajte, to smo v znanosti pravili, mi smo stalno pravili, da te stvari nas manipulirajo in da so tako naredite, ampak potem čez pol ure boste videli, da zdaj izstopajo neke ljudi, ki so to ki bo isto pravili. To pa potem, ja, da se veselite na drugi del. Ja. Ampak pogledajte, ne samo v igralnih salonih, ampak ta kompleten sistem je prenešen na naše pametne telefone. Saj so res pametni, ampak so tudi manipulativni. Ja. Pogledajte zdaj, kaj so delali. Ta sistem, ko je zvok pa signali, prinašati. Ja? Kot odvisniki so se začeli obnašati. Vidite, kje se raziskuje. Kaj se v igralnicah dogaja, da ljudje več ne morejo nehati igrati? Ja? To so prenesli sem in to tudi pri podganah. Torej, optični efekti, sound efekti, pa še mogoče sladkor, potem perfektno deluje. In podgane več ne morejo nehati in so rizične postane. Ja? To so celo podgane. Ja? Kako so se prenesli ti učinki na telefone, na tablice in računalnike? Par primerov bi vam zelo atraktivne poznane bi vam rad pokazal. Poglejte prvo, recimo igrica, ki jih punčke igrajo dostikrat, pa tudi odrasli. Malo samo začutite. Barve, luči, muzika, vidite, efekti. Ja, to milijone in milijone igra. Ja? Aha, gledajte, Principis, to je ena najbolj igranih igric. Ja, ljudje vejo, kako vas manipulirajo. Ja? Pa ni samo tu. Ta princip se vse posod prinesel. Poglejte, ena najbolj igrana igrica, kaj otroci pa enajstniki igrajo. Efekti, muzika. Zdaj pa še junak. Mi potrebujemo tvojo pomoč. Ja, tu še več mehanizmov, no, o tem še nismo govorili. Ja. In zdaj pa junaki pride. Ne? Tu je enih 10 mehanizmov najmanj, ki jih je že tukaj, ki jih uporabljajo. Ja. Ja. In zdaj pogledajte, mnogim otrocim, ki nimajo dobrega samozavesti, zdaj pa jaz postanem junak. Ja. Tu je mnogi mehanizmi. Videli ste luči, sound, ja. To potem v igri, kako lahko izgleda, to je bil več trailer, zdaj pa v igrici pa tako recimo izgleda. Jaz streljam, pogledajte sound efekte, pogledajte bliske, vse te lučke, ki trepetajo, ki se premenjajo. Ja. Tako to izgleda. To je malo drugače kot televizija zvečer. Ja. To je malo druga forma. Potem pa seveda v muziki tudi obstaja, v glasbi, video pa tak dalje, ko tudi vidite signale, ja, na isti način. Tudi v glasbo je to, v video je to prenešeno, lahko bi vam 100 primerov dal, kako se to prikazuje, kako se ta znanje manipulativno prenaša v muziko. Ja. Poglejte, to danes ni več problem. Mi imamo dosti raziskovanja, tega po celem svetu obstajajo v mnogih državah, ampak zadnje leto, recimo 2015-16, so začeli nekateri, ki so to naredili, so začeli slabo vest dobiti in so šli ven. In oni zdaj to potrjujejo, kaj smo mi kot znanstvene strani prikazovali. Poglejte, kakšni mehanizmi so tu not, kakšne manipulacije. Oni zdaj priznajo in pravijo, mi smo to načelno naredili. Načrtno. En prvih je bil zelo poznan, Jaron Lanier, ki je razvil pojem virtualne resničnosti. Virtual reality, ali pa avatara, ki je v mnogih igrah. No, on je to razvil. On je šel ven in en največjih kritikov postal, dobil mnoge nagrade, Deutsche Buchpreis je dobil. In pogledajte, on posebno govori o big data, da nam vsi naše podatke, Facebook, Amazon, Google, vsi podatke o nas dobijo, pa s tem delajo, ja? Manipulirajo cel svet. On je veliki kritik postal. En, ki je dosti tega razvil, ja? En pionir interneta in teh igric in tako dalje. Interesantno je tudi nekaj drugega. Poglejte, tu Švicari so napisali en lepi švicarska televizija, zakaj Facebook deluje kot igralni saloni.
Zaposleni v Silicon Valley, tole v Kaliforniji, tam, ki so največ to izumili, so že dolgo člani velike družine. To se je medtem spremenilo. Tehnični strokovnjaki opozarjajo na metode lastnega nekdanjega delodavalca. Nekateri so šli ven. Recimo, en od njih je Tristan Harris, on je bil etični šef Googlea. To je največji koncern na svetu danes. Ja? On je pustil, je šel ven in tu piše, zapeljiva tehnologija, člani Centra za humano tehnologijo. On je osnoval novi center za humano tehnologijo, natančno vedo, kako zavesti naše možgane s tehnologijo. To, kar smo v znanstvene strani, oni to vejo. K temu so prispevali tudi sami. Zdaj se borijo proti temu. Tristan Harris je imel ideje za Center za humano tehnologijo, mlad, rdečolasni idealist in nekdanji predsednik etičnega sveta pri Googlu. Justin Rosenstein, ki je tudi del ekipe s 16 osebami, Link, recimo on je ta like Link zraven izul, ta je tudi ven, on je zdaj z njim deluje. In oni pravi, kaj smo mi to naredili, pa to ni res, tako še sami nismo vedeli, da bo tako močno delovalo, da bomo celi svet zapeljali. Ja? Mlade, ženske, moške, vse. Ja? Kaj je problem? Vsi želijo razkriti skriti cilj Facebook, pa vsega, kaj je nastalo, Snapchat, YouTube, Google, WhatsApp pa tako dalje. Dirka za pozornost. Kako dobiti našo pozornost? To je edini cilj njihov, naš čas, naša pozornost. Ker po besedah Harrisa in njegove ekipe podjetja zaslužijo s pozornostjo na svoje platforme. Zato je Facebook, Google, Snapchat, YouTube zasnovani tako, da se z njimi zasvojimo in jim tako namenjamo vse več časa in pozornosti. Ja? To pravi ta tekst in to on odkriva. To je naš cilj bil, da vas naredimo sužnje. Ja? In tako, lahko greste na njihovo stran, tu imate lepe stvari, če angleško zastopite za otroke, kaj morate paziti in tako, ampak nekaj bom jaz povedal. Recimo na njihovi strani Human Tech piše, da današnje tehnološke platforme dirajo do dna možganskega debla, kaj smo rekli, limbički sistem, sistem nagrajevanja, oni vejo to. Oni so raziskovali psihologijo in možganske znanosti. Gre za dirko, ki jo vsi izgubimo. Rezultat, zasvojenost, družbena izolacija, ogorčenje, napačne informacije in politična polarizacija. Vse del medsebojno povezanega sistema, ki se imenuje razvrednotenje človeka. In postavlja eksistenčno grožnjo človeštvu. Naše poslanstvo je ustaviti razvrednotenje ljudi za uskladitvijo tehnologije z našo človečnost. Poglejte, hvala Bogu, nekaj njih je šlo ven in zdaj so humanisti postali in pokažejo, kakšno nevarnost so tu naredili. Ja? In poglejte, da vam en primer pokažem psihološkega znanja, ki se je načrtno uporabilo. 50 let je Skinner, en poznani ameriški psiholog, je delal eksperimente recimo z golobi. In on je najboljše opisal to operantno kondicioniranje, operantno učenje. Torej, kaj se to pomeni? Če recimo tako se dresirajo živali tudi, ja? Žival nekaj prav naredi, mu daš nagrado. Ja? Ampak pogledajte, kaj je ven dobil, kaj je zelo važno, tudi pri nam v psihoterapiji. Če mu stalno daš nagrado, ne bo tako močno izgradil, kot če včasih izpustiš ven. To pomeni, ne stalno dati psičko nagrado, bo bolj verno naredil. Ampak oni so ta princip, ki je še bolj močno, da boš ti še bolj močno reagiral, ti ne bom stalno dal nagrade. In te bojo tvoji možgani še bolj močno in konstantno reagirali. In to so oni naredili, recimo, prenesli, da se nagrada občasno sledi, ne stalno, se obnesli, recimo na igralnice, ti ne dobiš stalno nagrade, pa seveda tudi na naše družbene mreže, na socialne network. Ja? In tu lahko vidi, hej, on pravi, zdaj ti možgani ti pove, hej, kar si pravkar naredil, to se počuti dobro, ja, dopamin je izločen, ajde še, stori še, pa še, pa še. Torej, totalna manipulacija iz teh zakonih, ki so jih psihologi že 50 let, pred 60, 70 leti spoznali, so se prvo v igralnice, zdaj pa v te aplikacije so se not vdale, tako da mi sploh ne vemo, kako smo manipulirani s tem. In nekateri so malo bolj močni, da se s tem oprejo, drugi pa padejo not in se zgubijo not. Ja?
To je stvar. Poglejte, sin Parker, nekdani mentor Marka Zuckerberga, ja? To vam mogoče pove, ta je Zuckerberg, ja? Ja? Ja, Facebook, ne? On je bil njegov mentor, ta sin, ta je tudi ven šel. Poglejte, kaj on pravi. Jaz sem gledal en intervju, ki je to rekel, nekaj tega je povedal, je rekel, zdaj me Zuckerberg sigurno vrgo ven, da sploh ne sam več mogel notiti, ne? In zdaj pravi, priznava, da je bilo tako ustanoviteljem od začetka jasno, da družbeno omrežje manipulira psiho človeka na ta način, da posega v sistem nagrajevanja. Prizna. Pred 15 leti, kdaj se je to naredilo, nismo vedeli, da bomo šli v ta sistem vaš možganski. Ja? In zdaj pogledajte, tudi tu je interesantno, Forbes pravi, en najbogatejših ljudi, 319, Niko Zuckerberg je čisto spredi, ne vem, 2, 3 v svetu, 4 mogoče, on pa je 319, pa tudi ima 2,7 milijardov dolarjev, ne? Ja, s tem se da zaslužiti. Ampak on je šel ven in zdaj so Nemci naredili en intervju, Frankfurter Allgemeine, pogledajte, kaj pravi, temeljno vprašanje mreže je, kako lahko dosežemo, da bomo za to uporabili čim več časa in zavedene pozornosti. Zavedene pozornosti, hvala. Kadarkoli bo kdo na Facebooku delil neki prispevek, seveda mlade več Facebook ne interesira preveč, ampak iste principi so tudi Snapchat pa vse posod, ja, se zanj odzval z komentarjem, da bo dal dotični osebi določeno mero dopamina. To vemo, kaj se dogaja. Na ta način bi se ljudje lahko zapletli v zanko socialnega vrednotenja, ki si jo lahko zamislijo samo hekerji, kakor sem jaz. Saj se s tem izkorišča psihološka ranljivost ljudi. Mi smo ranljivi tu, to je naša slaba točka. Tu se nas lahko manipulira. Izumitelj družbenih omrežij, vključeno z Markom Zuckerbergom, pa tudi sam, bi to že od začetka razumeli, ampak vseeno smo to storili. Oni so vedeli, kaj bodo storili. Samo nekateri pravijo, da so se res strašili, kako močno je, če vse te principe oddajo. Tudi so malo, to pa verjetno noben ni pričakoval, kako močno bo to delovalo zelo na naše 8-letne, 9-letne otroke. En drugi, Acer Raskin, pogledajte, on je vodilni razvijalec Mozilla Labs, tudi on je šel ven, Firefox in mnogih drugih seznajb in start-up podjetij. Priznaval je, da za te medijske iznajdbe ciljno zloporabljajo psihološko znanje. Kdo marketing studira, saj veste, kaj da morate dosti psihologije učiti. Jaz sem se čudil, ko sem marketinško literaturo moral čitati, koliko psihologije je not. Cele knjige z psihologije. Ja, ker vemo, da je človek manipuliran, da se ga lahko manipulira. V medijski prostor je med drugim presenečal revolucionalne eksperimente psihologa Frederika Skinnerja z golobi in njegovih golobov. Če naprimer, in pogledajte, kaj je on našel in kaj je on v te aparate naredil. To je pa on naredil, ta Acer Raskin. Če naprimer podganam ali ljudem damo krožnik juhe, torej damo eno juho, in zdaj pa imamo eno cevko, pa malo dodajamo. Ona pije, podgana, fajn juho, in zdaj pa dodajamo, pa juha ne neha. Ja? Podgana nam skoraj ne more več nehati jesti. Tudi pri človeku obstaja to, če stalno gre dalje, ne nehaš jesti, misliš pa to ni konc. Možgani nekako preklopijo in skoraj ne moreš nehati. Veste, kdo je to naredil? Kdo je te aplikacije naredil, da stalno dalje greš? On je bil prvi, ni konc. On je to znanje dal not. Poglejte, koliko je tu znanja not manipulacijskega. Ja, in to morajo vedeti otroci. To morajo že mali otroci vedeti. Ja. To je prenešen, razvil neprenehno pomikanje scrollanja, ki ga današnje socialne mreže uspešno uporabljajo. Ja, znanja. Torej, kaj lahko zaključimo? Delovalo je, še par minut imamo do pauze, delovalo je, uspelo jim je. Cel svet vidimo. Jaz sem bil lani v Jordaniji, sem mislil, tam je puščava. Ja, v puščavi res sem videl par otrok, pastirje, koze čuvajo, kot pred 3000 leti. Si zamišljamo, ja. Pol pa pridem v Amman, oziroma že naš vodja je govoril, je rekel, en dan današnjih največjih problemov so mediji z otroci. Ne učijo se več v šolo. Kaj, v Ammanu tudi? V puščavi? Mogoče v mestih bolj, ja. To je mislim,
v celem svetu imamo ta problem. To je nekaj, torej par ljudi je ustvarilo neke stvari, ki manipulirajo, ki deluje na vse možgane, več ali manj. Poglejte, kaj se je pri nam v Nemčiji spremenilo. Študija otroci, še precej nova, 4 do 13 let. Kaj si danes na prvem mestu želijo otroci? Zdaj bomo malo preverili. Kaj mi najvažnejše? Kaj mi najstarši za novo leto ali za rojstni dan ali za... Ja. Handy smartphone, tablet, tablice, torej telefon, ne? Igrice, kompjuter, igrice. Televizor je že daleč, ne? Poglejte zdaj, kolo, ki je vzadnji. Jaz sem si kolo želel. Žogo, fuzbal, ne? Tu neke igra, neke medeke pa tak, ne? Električne avte pa tak makaki, jaz bi igro moram igrati, ne? Pusl, lutke, makak, to je na koncu. To je pripončka. Glede, kako se je spremenil svet. Oni so danes, imajo možnost na otroke delovati, da otroke čist druge želje danes imajo. Hočejo imeti produkte. To je magnetizirano, ja. Ali na kateri račun? Če pogledamo zdaj še tu, koliko je to zraslo v zadnjih 5 letih, 13 do 18. Gledajte, smartphone, torej pametni telefoni plus 76%. To je neverjetno. V 5 letih. In tu v Sloveniji ste tudi napredni. Ja? Poglejte pa na katero področje negativno. Na račun čega? To bi bila prava slovenščina, jaz mislim. Na račun čega? Poglejte, knjige čitati minus 17%. V vrtu delati minus 17%. Neke hobije imeti minus 14%. To, kaj imam voljo, špontanost je zelo važna za otroke. Minus 14%. Za otrocem igrati starši, minus 17. Torej na naše medčloveške odnose, na račun medčloveških odnosov. Mi mislimo, mi imamo odnose, gre pa v resnici stran, se več ne igramo. Torej, imamo obteženo samoobvladovanje, poleg faktorjev zasvojenosti, tudi osebnosti faktorjev. Pred pauzo bi še vam naše raziskovanje želel pokazati, v Baden-Württembergu, v kateri smo malo, in eni največji gimnaziji smo naredili eno raziskovanje, tu so naši median scouti, jih vidite tu, pa učitelji, in oni so diplomirani, ampak tam smo pa še, ker 5 učiteljev so mi dali tam, ja, da delamo z njimi, z našim timom, in potem smo pa imeli eno idejo. Smo osebnost pogojene, kako se to reče, osebnostno pogojene razlike. Torej vidimo, da so razlike, ne deluje na vsakega isto kritično. In potem smo raziskovali otroke, smo naredili ne test, ampak test nismo smeli zaradi starša, ampak en taki vprašalnik, ja, smo naredili, to smo smeli in smo videli, da so različne osebnostne razlike imajo otroci, ne. In posebno te otroci, ki so v globinski strukturi zelo korektni, ki želijo vse prav narediti, pa ki so toplosrčni, to pravi, ki hočejo veliko, imajo harmonične kontakte, hočejo v dobrih harmoničnih odnosih biti. Pa tisti otroci, ki imajo visoko emocionalno nihanje, oni so posebno nevarni. Oni ne morejo ne reči, oni se ne morejo. Imeli smo eno punco, recimo, ki je njena prijateljica imela psihične probleme in recimo moja žena je imela v psihološki ordinaciji in je pa ta punčka, ki je bila zdrava, je morala stalno imeti svoj smartphone za njo, ki je imela resne probleme, duševne. Ja? Tako da je ta punčka skoraj zbolela. Ker ni mogla ne reči, ni se mogla oddaliti, ona sploh ni več smela zgasniti svoj mobitel. Tako da je zbolela skoraj in je k sreči šla na pomoč iskati moje ženi in se je naučila, da more zgasniti. Ja? Ker če ne je stalno na stand-by, kot rešilci ali gasilci, ja, oni krajše živijo, ker morajo stalno biti pripravljeni. To pa je še za nekaj od nas je še bolj nevarno. Ja, socialne mreže, ker stalno moraš biti dobljiv. Tako da to je en posebni problem, tudi celo eno magistrsko delo pri nam napisal na eni ameriški univerzi, kako to funkcionira, o tem še pa sploh nič ne raziskuje se. To je čist začetek, mogoče jaz še ne poznam raziskovanja, ki bi
mojo osebnost z medijskim kritično obnašanjem raziskovali. Torej, tu se gre dalje. Po naši, jaz bi mislil, da bi zdaj eno pauzo malo naredili, po naši pauzi bomo pa šli na en tretji področje vsebina. Ja, zdaj pa rabimo malo pauze, torej bomo videli nekaj, kako lahko zasmetimo naše možgane.